Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, danes je dan D za Maura Camoranesi-ja na klopi 15-kratnih državnih prvakov in zanimivost, da je debitiral na klopi Tabora proti Bravu, no danes pa bo skušal dokazati svojo veljavo na klopi vijoličastih. Res, da je Kidrič zdaj še na klopi, Ogrinec, no tudi on, v dvigu forme, pa zdaj priložnost na Ljubljančane. Strel proti vratom in mimo gola. Da se izkažejo, kajti napovedovali so, da bodo kar želeli proti vrhu lestvice. Matko strela proti golu in gol! 34. minuta in sjajna mojstrovina zdaj mladega Aljoše Matka. Poglejmo to zdaj še enkrat v počasnem posnetku. Res čudovit gol Matka. In morda tukaj Dervišević zna tudi v svojem slogu sprožiti naravnost v okvir vrat. Znal je takole že zapretiti in prečka. Nevarno. Takole je lani. In kakšen gol zdaj tam. 2-0. Jasmin Mešanović, ja, on je eden izmed tistih dolžnikov, če smem tako reči, v dresu Maribora. Dolgo časa se je čakalo, da se aktivira Jasmin Mešanović in udaril, sprožil je. V Ljubljani na gostovanju zmaga z 1-0, pa v Ljudskem vrtu 4-0 in nov gol. 3-0 in Bravo se potaplja. Ja, Nukić tehnično dobro podkovan, dobro zna preigravati. Nukić, Agboji, ali je tukaj Ogrinec? Ne. Ostaja 3-0 za Maribor. Ni bil izveden po željah Trontlja Agboji. Ušel je Rudiju Trontl, pa prevzel je Nukić. Še en predložek do Kidriča. Ja, Kidrič takole zna biti nevaren v igri z glavo. Pa na to se selil znova nazaj v Ljudski vrt, pa nazaj v Krško in zdaj se je nekako ta izgubljeni sin vrnil v dres. In znižanje v Ljudskem vrtu. Bravo, le dosega gol. Mustafa Nukić pa je premagal danes prvič vratarja Juga in nekoliko lažje bodo dihali, a vseeno časa ni kaj dosti. Mlakar lepo do Rudija. Rudi Požek Vancaš, to bo 1-1 prav gotovo, podaja speta nazaj in tam Mlakar, sjajna kombinacija vijoličastih, res šahmat zdaj v Ljudskem vrtu. Rudi Požek in Jan Mlakar sta kombinirala in pravzaprav nekaj minut je potreboval, potem ko je vstopil v igro Jan Mlakar in znova trese mrežo v dresu Maribora, potem ko se je vrnil z Otoka, kjer se ni naigral. Poglejte, slalom, preigravanje. Allora, una partita strana e difficile perché Bravo dal punto di vista del gioco ha giocato meglio di noi, ha avuto più ritmo di gioco. È ovvio che noi abbiamo tanta qualità, ma da questo risultato dobbiamo iniziare a fare meglio. Ja, verjetno res ni odraz dogajanja na igrišču. Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem, kar smo danes pokazali. Zato, ker tekma se nam je podrla iz nekih situacij, ki so bile, rečemo, neizdelane in pač smo dobili res take čudne 3 gole. Ne glede na to, da smo dominirali, da smo v bistvu bili okrog 16-metrskega prostora, smo bili pogosto, malo nam pa zmanjkalo konkretnosti, ampak če bi se prvi polčas bi z lahkoto obrnil tudi v našo korist, potem je bilo pa težko to nadoknaditi.